S kitkom v svet pravljic. Radio Sora z vami v današnjem torkovem popoldnevu, spet je čas, da se s kitkom potopimo v svet pravljic. Danes nam bo knjižničarka Bernarda Potočnik iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka prebrala rusko ljudsko pravljico Zajček in repa. Snežilo je in snežilo ves dan in vso noč. Polja in bregove je pokril visok sneg. Zajček je bil strašno lačen in je šel, da bi si poiskal kaj za podzob. Zelo je bil srečen, ko je našel 2 repi. Eno repo je zajček pojedel, drugo pa je vzel s seboj. Mislil je, tako zelo sneži in tako je mrzlo, prav gotovo je osliček lačen in nima kaj jesti, nesel mu bom repo. Zajček je stekel po osličkovi hiši, toda oslička ni bilo doma. Zajček mu je položil repo na mizo in je odšel. Tudi osliček je šel iskat hrano. Našel je 2 krompirja in se zadovoljen vrnil domov. Ko je odprl hišna vrata, je na mizi zagledal repo. Le odkod je prišla ta repa? Se je vpraševal. Potem je pojedel krompir in pomislil. Tako zelo sneži in tako je mrzlo, prav gotovo je jagnje lačno in nima kaj jesti. Nesel mu bom repo. Osliček je stekel k jagnjetu, toda jagnjeta ni bilo doma. Osliček mu je položil repo na mizo in je odšel. Tudi jagnje je šlo iskat hrano. Našlo je zelnato glavo in se zadovoljno vrnilo domov. Ko je odprlo hišno vrata, je zagledalo repo. Le odkod je prišla ta repa? Se je vprašalo. Potem je pojedlo zelnato glavo in pomislilo. Tako zelo sneži in tako je mrzlo, prav gotovo je srnica lačna in nima kaj jesti. Neslo ji bom repo. Jagnje je steklo k srnini hiši, a srne ni bilo doma. Jagnje je položilo repo na mizo in odšlo. Tudi srna je šla iskat hrano. Našla je sveže listje in se je zadovoljna vrnila domov. Ko je odprla hišna vrata, je zagledala repo. Le odkod je prišla ta repa? Se je vprašala. Potem je pojedla sveže listje in pomislila. Tako zelo sneži in tako zelo je mrzlo, prav gotovo je zajček lačen in nima kaj jesti. Nesla mu bom repo. Srna je stekla k zajčkovi hiši, toda zajček se je do sitega najedel, legel v posteljo in trdno zaspal. Srnica ga ni hotela buditi in je le položila repo na njegovo mizo ter odšla. Ko se je zajček zbudil, si je začudeno pomel oči. Presneto, ali prav vidim? Repa je spet na moji mizi. Premišljeval je in preudarjal, potem pa je rekel. Mislim, da mi je repo prinesel kak dober prijatelj. In jo je pojedel. Neznansko dobra se mu je zdela in nad vse mu je tekla.